Lepo pozdravljeni. Danes smo na obisku pri Marjanu Ogorevcu s posebno misijo in sicer prišli smo mu predati prvi testni izvod dolgo pričakovane knjige Placebo ste vi, doktorja Joe Dispence, ki je znanstvenik na področju kvantne fizike in pa nevroznanosti. Marjan Ogorevc je avtor predgovora k slovenski izdaji knjige, ki izide konec avgusta. Marjan, konec februarja nekje sva bila na delavnici skupaj, pa me zanima, jaz sem sicer bila totalno navdušena in očarana in na tabo in na Dispenso, ampak me zanima v bistvu, kaj je tisto, kar tebe najbolj navdušuje pri Dispensi in zakaj so njegove knjige na tvojem seznamu najbolj pomembnih knjig. Ja, moram reči, da Dispenso poznam že leta nazaj in sem sedaj na nek način težko pričakoval to slovensko izdajo, torej da se približimo tudi slovenskim bralcem. Dispensa je za mene zelo pomemben predvsem v tem, da placebo, o katerem se zelo veliko govori in se bo še govorilo, razlaga na znanstven način in predstavi možnost, predvsem praktično možnost bralcem, da vidijo, kako lahko sami s svojim umom vplivajo na svoje življenje in ga spreminjajo na boljše. Na čem pa pravzaprav sploh temelji placebo? Placebo temelji na temu, da, če nevroznanost to zelo dobro razloži, tisto, v kaj verjamemo, tisto, kar je v skladu z našimi prepričanji in sugestijami, ki jih sprejmemo, potem možgani ustvarjajo kemijo, če zelo poenostavljeno povem. Ta kemija vpliva potem preko celic na naše gene, ki se potem izražajo na drugačen način, kot so se izražali v preteklosti. O tem govori epigenetika, ki nam zelo jasno pove, da to so najnovejše raziskave, znanstvene in spoznanja, da vse, kar je zunaj celice, vpliva na izražanje gena. Zunaj celice je vse tisto, kar vpliva iz okolja na nas, vse tisto, kar zaužijemo s hrano, pijačami in vsa naša čustva, razmišljanje, prepričanje, vse to vpliva na naše gene, ki se potem drugače izražajo. Ko se geni drugače izražajo, geni proizvajajo proteine, ki vplivajo na to, bodisi da se pozdravimo, da začnemo bolj kvalitetno živeti, ali pa če smo zelo negativistično usmerjeni, če smo jezni, destruktivni, užaljeni, obsojamo, takrat pa proizvajajo proteine, ki povzročijo bolezni. Kakšen je pa pravzaprav fiziološki učinek placeba? Nekaj sem že povedal o fiziološkem učinku placeba. Placebo zares povzroči v telesu spremembe. Kot sem že povedal, preko genov se zgodijo spremembe, ki celice potem na podlagi informacij, ki jih dobijo od genov, proizvajajo vse kemikalije, kot da smo mi že zaužili kakšno zdravilo, naprimer kakšno zdravilo proti bolečinam. To isto zdravilo je sposobno telo proizvajati, kadar smo mi prepričani, da je to tako res in kadar sprejememo te sugestije. In zakaj pa v bistvu pomembno, da sprejemamo te sugestije? Sugestije so tiste, ki nam omogočajo, da ustvarimo svoja prepričanja. Naša prepričanja so potem na nek način očala, skozi kateri gledamo v svet. Kako smo prepričani, tako vidimo svet, kako vidimo svet, tako se odzivamo na njega in kako se odzivamo na svet, tako si ustvarjamo svojo sedanjost in seveda tudi prihodnost. Prosim, Marjan, povej nam še to, na kakšen način pa v bistvu začnemo spreminjati svoje življenje. Kateri so začetki? Da bi lahko sploh spreminjali svoje življenje, se moramo začeti zavedati, da če živimo v preteklosti, to pomeni, če na isti način delujemo vsak dan, če isto razmišljamo, če imamo iste navade, če se na enak način odzivamo, potem živimo v preteklosti, potem je naša prihodnost podobna naši preteklosti. Da bi spremenili nekaj v prihodnosti, se moramo dvigniti na višjo raven zavesti. Kaj to pomeni? To pomeni, da ne zaznavamo samo s petimi čutili, ampak zaznavamo tudi energijske in informacijske ravni. Prihajamo v tako imenovani kvantni svet. V tem kvantnem svetu pa lahko z izbiro
neskončnih možnosti v kvantnem svetu vplivamo na to, da se začne naše življenje spreminjati. Seveda, tukaj je zelo pomembno razumeti, da je potrebno to novo ustvarjeno realnost večkrat ponavljati. Torej, če to ponavljamo vsak dan, potem je večja verjetnost, da bomo ustvarili nevronske mreže, ki podpirajo to naše novo usmeritev in naredimo velike spremembe. In ravno pri tem je Dispenza zelo pomemben, kajti on daje ne samo teoretične osnove. Teoretične osnove lahko preberemo tudi pri drugih znanstvenikih, on daje praktično, torej primere, vaje, ki takrat, ko jih izvajamo, spreminjajo naše življenje. Torej, pomembno je ta praktičen del, zraven tega ima vse to, kar on piše v tej knjigi in tudi na svojih drugih ostalih knjigah, je ravno ta njegova znanstvena podlaga. Torej, je združil znanost, ezoteriko, kvantno fiziko, epigenetiko in vse to nam podaja v knjigi. Se pravi, glede na to, da si sodeloval pri nastajanju knjige v slovenskem prevodu, bi lahko rekel, da je knjiga napisana tako jasno, pregledno, praktično, da lahko tudi bralec v bistvu že preizkuša moč uma. Ja, knjiga je napisana tako, da lahko tudi začetniki, torej tudi tisti, ki so neuki na tem področju, dobijo kaj zase. Istočasno pa je napisana tako kvalitetno, da lahko tudi tisti, ki se s tem poglobljeno ukvarjajo, najdejo zase dovolj za raziskave in uporabo tega znanja. Marjan, hvala lepa za tale krajši pogovor in želim ti veliko prijetnega branja slovenskega prevoda knjige. Vam pa, dragi naši, hvala lepa za pozornost. Spremljajte izid knjige preko Facebook profila Založbe Primus in pa spletne knjigarne izbranih knjig in hmalo se vidimo in beremo. Čau!